pozdravljeni v vijoličnih novicah iz studia Belek. Turčija oziroma natančneje Belek sta že 12. prizorišče oziroma zimska vijolična baza. Ob meni je, kot se za začetek priprav spodobi, pa spodobi se tudi sicer, športni direktor Marko Šuler. Marko, dober večer. Dober večer. Kakšni so prvi vtisi tvoji tukaj na pripravah v Turčiji? Zaenkrat vse super, vse kot mora biti, vreme nam služi, tako da vse tako naj ostane. Nekaj malih težav je, bom rekel, času oziroma virusom primerno. Ja, nažalost, Repas, Mitrović in Skoković manjkajo oziroma so malo odstranjeni zaradi bolezni, tako da upam, da tudi oni čim prej prebolijo, upam na virozo in se priključijo nazaj k treningu. Drugi dan priprav, že prva tekma oziroma preizkušnja, si pa ti že včeraj eno tekmo gledal, gre za tekmo med Koperom in Crveno zvezdo. Ja, zanimiva tekma, v bistvu obe, taki tekmovalni zelo, ogromno stvari za videti, me pa veseli, da v podobi, ki smo se predstavili, je pa res, da zaenkrat smo še tisti začetki in forma se šele stopnjuje. Kaj pa Koper včeraj? Zanimivo, ena močna zvezda, vemo, kje je nastopala oziroma kje kotira, tako da Koper se je zelo dobro postavil po robu in na koncu poraz sicer zaslužen, ampak ena zelo zanimiva podoba. Koprčani so danes tudi vrnili obisk in si ogledali naše srečanje, namreč na igriščih v Mardanu je bila tekma med Mariborom in Čukaričkim, vijoličasti so zmagali 2-1, pa si najprej v prispevku poglejmo najzanimivejše trenutke današnjega srečanja. Druga pripravljalna tekma in druga zmaga na prvi tekmi v Turčiji, zmaga proti Čukaričkem 2-1. Že v 4. minuti vodstvo, Iličić je ukradel žogo tekmecem ob korner zastavici, takoj podal v kazenski prostor, kjer je Tolić samo prepustil žogo Vipotniku, ta pa zanesljivo nadaljeval svojo strelsko serijo. Prvi polčas je minil dokaj enakovredni tekmi, tudi srbski prvoligaš je imel svoje priložnosti, v 20. minuti je poizkusil iz obrata Tomović. Mariborska naslednja nevarna akcija pa v 24. minuti podaje z desne strani, najprej sta Iličić in Brnić bila na poti drug drugemu, Lavšić pa streljal preko gola. V 33. minuti je znova poizkusil nevarni Tomović, izkazal se Bergsen. V 35. minuti pa je Sikošek reševal pred Ovuzujem. Tudi v 43. minuti se je Gregor Sikošek znašel na pravem mestu v pravem času, ob strelu Adžića je posredoval pred golovo črto. V zaključku prvega polčasa pa povišanje vodstva, Iličić je preigral na robu kazenskega prostora, nad njim storjen prekršek, potem pa zanesljivo iz 11 metrovke, druga tekma in drugič dva strelca Vipotnik Iličić. V začetku drugega polčasa številne menjave, tudi pri Mariboru se je zamenjalo 10 nogometašev. V 55. minuti pa je najresnejšo priložnost v drugem polčasu za Maribor imel Božič, toda izkazal se je vratar Belić. V drugem polčasu malo priložnosti, eno so Srbi izkoristili, v 61. minuti je Tomović najprej zadel vratnico, v nadaljevanju akcije pa zaključil po dvojni podaji.
Končalo se je z 2-1. Kljub temu, da smo videli še eno priložnost, čisto v zaključku tekme je imel Tomović priložnost za svoj drugi gol in za izenačenje, ostalo pa je pri 2-1. Naslednja tekma na sporedu v sredo, nasprotnik pa bolgarski prvoligaš Slavija. Smo pa pred mikrofon po srečanju povabili tudi enega zanimivega gosta, namreč bivšega člana vijoličastih, zdaj igra v Čukaričkem, to je Đorđe Ivanović. Pa iskreno bio sam nešto bolestan i bilo je pitanje da li ću doći ili neću, ali naravno pošto Maribor je dolazio morao sam da dođem da sedim sa svima vama, pošto ima tu dosta igrača sa kojima sam igrao i naravno sa vama svima iz kluba, tako da veoma mi je drago što sam nas video i što smo bili tu malo proveli neko vreme zajedno i eto što se odigrala ta utakmica i bolji u ovom trenutku je pobedio. Baš sam ostao sa svima i u dobrim odnosima kao što je i bilo tako dok sam bio tu. Svi smo bili jedna odlična grupa i svi smo se družili i zato smo i osvojili titulu, tako da bilo nam je odlično svima, tako da sa svima sam se lepo i pozdravio i video jer svi smo, kaže, ostali drugari i prijatelji za ceo život. Marko, nekaj besed o sami tekmi, nekaj si že povedal malo prej. Nadaljevanje, doziranje minutaže, skratka dodajanje tudi zahtev, druga tekma, tudi malenkost drugače pa razdeljena minutaža in mislim, da smo dobili to, kar smo od tekme želeli, enega tekmeca, ki ima eno drugačno agresijo, ko smo jo navajeni v slovenski ligi, kar je zelo dobrodošlo, na momente zelo na meji, ampak vseeno. Zelo zanimiv prvi polčas, ki bi se lahko končal tudi z kako večjo razliko in potem drugi polčas tudi mladi fantje pokazujejo, zakaj so z Mariborom in zakaj si v bistvu zaslužijo priložnost, tako da tekma, kot smo si želeli, je pa res, da je pred nami še kar dosti stvari in predvsem kak Maribor želimo videti. Jojo Iličić je sodeloval pri prvem zadetku, dosegel drugega iz 11 metrov, kaj je tudi prekršek imel nad njim, nekaj besed o njem. Je želen napredek oziroma povratek, bom boljše rekel, Jojota? Pa jaz mislim, da če pogledaš strani, vidiš eno veliko spremembo, skratka, kako je začel priprave in kako jih nadaljuje, ima eno veliko željo, en velik motiv. Tako da jaz pričakujem sigurno mogoče eno največjo okrepitev celo v njem. Kaj pa o tekmi pravi trener vijoličastih Damir Krznar? Ok, veseli naravno prvo rezultat, mada on nije u prvome planu u ovoj fazi. Ono što veseli upornost naših igrača, prije svega upornost u gradnji igre. Dobili smo protiv nas idealnog protivnika Čukarički koji nas je jako visoko stiskao, već nam sprečavao taj build-up, ali nismo odustajali od njega. Pokušavali smo, nekad uspijevali, nekad i griješili, ali zato i postoje ovakve utakmice da inzistiraš na onome što je tvoje, pa onda da se i griješi, pa da se kroz trening i kroz sljedeće utakmice te greške ispravljaju. Znači to je bilo dobro, isto tako je i dobra realizacija, praktički već u prvih 45 minuta 2 lijepa gola, bilo je tu još i šansi. Veseli i defanziva, s obzirom da smo i mi otišli u rizik nekakvog visokog presinka, bilo je to 2, 3, 4 kontre gdje smo trčali do kraja, nismo odustajali i izbijali te lopte i sa gol crte. Zaslužio Čukarički sigurno gol, ali zaslužili smo ga mi obraniti s obzirom na požrtvovnost koju smo pokazali. Marko, strokovni štab je tisti, s katerim športni direktor normalno tesno sodeluje. Kako si zadovoljen s tem sodelovanjem oziroma kako bi ocenil delo strokovnega štaba? Sledijo tvojim idejam oziroma obratno? Ja, bom rekel, ker nikoli ne rad dajem najvišje ocene, če ocenjujemo z 10, bi sigurno dal 9. Plan dodelan do potankosti, skratka, tudi ideja, kak Maribor želimo gledati. Se mi zdi, da smo se nekako našli res vsi, tudi kemija, ki je ne samo v ekipi, ampak tudi med samim štabom, se mi zdi, da je tista
Tako da zaenkrat gremo po tej poti, ki želimo. Je pa res, imamo še ogromno stvari in za ta del priprav smo na nivoju, kjer želimo biti. Kaj pa tvoj pomočnik, Marko Stavareš? Markos je priden, je delaven, je tam, kjer ga rabiš, tako da razbremeni en del dela. Poleg tega pa ima tudi malo drugačen kontakt ali pa pristop z ekipo. Tako da tudi tu sem dobil, oziroma se mi zdi, da smo vsi dobili to, kar smo želeli, skratka eno pomoč, ki je ena drugačna vez za slačilnico. Je pa tudi zelo kritičen, tudi iz tribune, če je treba do tistih pač, do katerih mora biti. Vse to mislim, da je želja od vseh, tudi sam sem namreč tak, da zelo direkten in povem, tudi Markos zna biti tak, že kot igralec, seveda zdaj je stvar tukaj še mogoče na enem drugačnem nivoju, tako da jaz vedno pravim, treba se povedati tako kot je, biti tudi kritičen, ker v športu je kritika vedno in samo dobrodošla. Pred nekaj časa si dejal, da kar se pač trenutnega kadra prestopov tiče, da je to, ampak glede na to, da se ti telefon redno prazni, te oblegajo menedžerji, kot smo videli že tukaj ne polna 2 dni v Turčiji, verjetno se lahko zgodi še marsikaj. Ja, glede na to, da imamo ogromno mladih fantov, perspektivnih fantov, skratka ekipa, to, kar že nekaj časa se mi zdi, da se že ponavljam, je zanimivo, seveda gledajo, spremljajo in ogromno se dogaja, ogromno je klicev, seveda, in mi pa poskušamo biti pripravljeni. Kot sem že rekel, jaz si velikih prihodov ne potrebujem, ker je, mislim, da ta ekipa to, kar je pokazala na koncu, absolutno zmožna še pripeljati na nek nivo više. Seveda pa, glede na to, da vemo, česa živimo, se da tudi zgoditi, da kakšen odhod in enostavno moraš biti pripravljen. Tako da poskušamo spremljati, gledati in biti čim manj presenečeni, predvsem pa narediti čim več stvari zdaj, da bomo seveda v prvenstvu in seveda to, kar nas čaka kasneje, pripravljeni. Na vrsti je nova rubrika, in sicer kulinarični kotiček, kjer bomo vsakega gosta vprašali za recept jedi, ki je značilna za okolje, iz katerega prihaja, torej kulinarični kotiček v vijoličnih novicah. Marko, kako si kaj s kuhanjem, z recepti, s hrano kuhaš? Razni jajc, hrenov? Ja, sem zadnje čase tudi bil primoran, tako da če treba, se da nekaj stvari skuhati, res pa, da v zadnjem času, glede na urnik, ki ga imam jaz in konec tudi otroki, se bolj poslužujemo teh danes modernih kuhinj, kjer ti že stvari. Ampak verjetno veš, kaj so mežerli. Ja, absolutno. Koroška jed, tradicionalna. Zdaj pa drugo vprašanje. Če bi recimo mi prišli k tebi na obisk, vemo, da imaš prebivališče še vedno tudi na Koroškem, in bi rekli, Marko, mi bi danes ful jedli mežerle. Bi ti znal zadovoljiti našim potrebam, ali bi nas peljal v gostilno? To vem, da verjetno poznaš gostilno, kjer imajo dobre mežerle. V to sem pa skoraj prepričan. Kljub ne vem kakšnim naporom, pa tudi če bi mi povedali prej, pa mi dali čas, se mi zdi, da mežerle ne bi spravil skupaj. Jih pa ješ? Jih imaš rad? Ne, najbolj. Tako da... Torej nimaš drobovine, predvidevam rad? Ne. Ali so doma kuhali mežerle? Ne. Ne, tudi ne? Ne. Ampak vseeno, v katero gostilno bi nas pa peljal, če bi na mežerle, recimo, če bi si jih jaz zaželel? Mislim, da bi zelo dobro dobili pri gostilni Murko, kjer jaz se rekreiram, tako da, pa ne samo to, mislim, da še kaj drugega tudi. Aha. Pa ni v gostilni, nima telovadnice, verjetno, ali? Zraven je, tudi tenis center, tako da. Zdaj, mi moramo vseeno seveda povedati za tiste, ker jaz tudi namreč ne bi znal mežerlo pripraviti, pa rad kuham.
Mežerli pač so tipična koroška narodna jed, ki je tesno povezana s kolinami. Ob zakolu prašiča v poznem jesenskem času je vedno ostala drobovina, na kateri temelji ta okusna tradicionalna jed, kot smo rekla. Ne. Beli kruh narežemo na kocke, ga posušimo, nato ga prelijemo z vročim mlekom in malo pomešamo, da se lepo namoči. Bla, 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 dodamo še majaron, na katerega pri pripravi ne smemo pozabiti. Najlepše se speče v glineni posodi, sem prebral, na približno 200 stopinj in postrežemo ga s krompirjevo solato. Tako da, mislim, potem pa še cvirki so zraven, pa to vem, da kar nekaj zamujaš, ampak zdaj jaz ne mežerov vsiljeval, da ne bo zdaj to tako gledalo. Imamo pa še eno nagradno vprašanje, povezano z nocojšnjim gostom. Koliko derbijev vijoličastem je odigral Marko Šuler? Med pravilnimi odgovori, ki jih boste napisali pod vprašanjem na naši Facebook strani, bomo žrebali nagrajenca, ki bo prejel 6 vstopnic za derbi v Ljudskem vrtu, ki bo predvidoma 19. februarja. Marko Šuler, veš ti, koliko derbijev si odigral? Zdaj tudi, če veš, če bi bil 100%, pa vem, da nisi ne izdat, ampak bi vedel ti odgovor na to vprašanje. Ne. Koliko golov si dal na derbih? Vem, da sem dal, ampak koliko? Koliko rdečih kartonov si dobil na derbih? Nobenega. Dobro. Torej, 6 stopnic za prihajajoči derbi v Ljudskem vrtu se splača. Razmislite, napišite svoje odgovore. Marko Šuler, hvala lepa. Vedno bom rekel, nehvaležna vloga prvega gosta, pa vseeno zelo dober sogovornik, zvemo dosti, upam, da bo igralci čim prej zdravi, da bojo vsi v kadru, da bo vreme dobro in nasploh, da bo vse ok. Hvala lepa. To so bile vijolične novice iz studia Belek. Do jutri, nasvidenje, lahko noč.